pričenjamo z novo temo. Predavanje sicer ne bo toliko kot lansko leto, ki so bil vsak teden, to pomeni, da bo 4-krat manj, ker bo samo enkrat na mesec. Tako pač je. Tema, s katero se ukvarjamo, oziroma se bomo ukvarjali, je napisana na zaslonu. Čist možno je, da to besedo slišite prvič v življenju, ampak to nič hudega, ker jo bom razložil, oziroma jo bom razlagal dolgo časa. In hkrati bomo delali tudi vaje. Prijetne vaje, ki bodo za vas koristne, tako da ne bo samo govorjenje. Jaz bom razložil določene zadeve, potem bomo pa tudi naredili kakšno prijazno, prijetno vaje. To je naš načrt za celo leto. Preden pa se lotimo te teme človečnosti, bi rad povedal še dve zadevi. Prva je tale. Vedno znova kdo reče, da so moja predavanja tukaj prezahtevna in da govorim o zadevah, ki jih bodi si ne razumete dobro ali pa sploh ne razumete nič. Moj odgovor tem ljudem je zelo preprost. To lahko rečejo samo tisti, ki nimajo dovolj vpogleda v sodobno znanost, neuroznanost in kognitivno znanost. Ki pove, in takoj vam bom pokazal par stvari o tem, ki pove, kako zelo zmogljivi so možgani ljudi, seveda tudi vaši. Vaši možgani so izjemno zmogljivi, zato in ker jaz natanko vem, ker se s tem ukvarjam, kako je z vašimi možgani, bodo moja predavanja še naprej taka, kakršna so bila do zdaj. Kaj ti? Tudi če kakšne besede ne razumem, to sem vam povedal že 100-krat. Tudi če kakšne ne razumete, je to samo dobro. Sliši se sicer kontraintuitivno, sliši se, da je nasprotno od tega, kar bi človek mislil, v resnici je pa dobro. Ker je najprej dobro za vaše možgane. Tudi če za vašo zavest ni, tudi če se vam ne ljubi tistih besed, ki jih tukaj slišite, pogledati recimo na Wikipediji, ali v kakšnem slovarju, ali pa kje druge, nič hudega, tudi če se vam ne ljubi tega narediti, je še vedno dobro. Zato, ker je dobro za možgane, ker možgani imajo radi zahtevne vsebine. In tukaj dobite natanko zahtevne vsebine. Zdaj pa pomislite še o eni stvari. Tukaj, tisti, ki ste večkrat že bili na mojih predavnih, veste, da se ukvarjamo z znanostjo. Znanost je izjemno precizna zadeva. Znanost je zelo natančna. Ukvarja se z razumevanjem sveta, v katerem živimo, in v tem svetu imajo posledice vzroke. Naprimer, zdaj pred časom smo lahko spremljali po televiziji vsaj 2 velikanska orkana, ki sta pustošila po jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike, oziroma po nekaterih otokih tam blizu. In smo spremljali posledice orkanov. V glavnem so bile uničujoče. Ampak znanost natanko pojasni, zakaj so nastali taki orkani, kje so nastali, pod kakšnimi pogoji so nastali in tako dalje. In s tem se tudi tukaj ukvarjamo. Tukaj se ukvarjamo za znanost. Zdaj pa, kot sem rekel, pomislite na vsakdanje življenje. Vsakdanje življenje številnih ljudi je polno nenatančnosti. Je polno izrazov, ki jih ljudje uporabljajo, pa jih sploh ne razumejo. Je polno vraževerja, ki ne pojasni ničesar. Ljudje verjamejo v stvari, ki sploh ne obstajajo.
Ljudje verjamejo v stvari, kot da vplivajo na njihova življenja, čeprav ne vplivajo. In se zdi, da so s tem kar zadovoljni. Tukaj se ukvarjamo s preciznimi, konkretnimi stvarmi. V vsakdanjem življenju je polno nepreciznih in abstraktnih izrazov, ki jih ljudje ne razumejo, pa ni videti, da bi se kdo zaradi tega vznemiril. Ako pride človek na Rutherjeva predavanja, se naenkrat začnejo vznemirjati, češ, ne razumemo ne vem kjerih izrazov. Ne, obratno je res. V vsakdanjem življenju ljudje uporabljajo veliko izrazov, o katerih nimajo pojma. Ne vejo, na kaj se nanašajo, pa jih vzaj uporabljajo. To so zanimive zadeve, če imate večkrat pomisliti. Ljudje recimo verjamejo v horoskop, v čisto preživelje, v čisto čaranje. Pa vse verjamejo. In mislijo, da zadeve zares delujejo, čeprav ne delujejo. Dokazano ne delujejo. Ali ljudje še vedno trmasto verjamejo, kot da delujejo. Tukaj, na mojih predavanjih, ni nobenega preživelja. Nobenega. Zadeve so zelo precizne, zelo natančne in zelo konkretne. In zdaj vam bom pokazal par takih slikc, kot to vedno naredim, par slikc in povedal par komentarjev. Te so vam pa lotili počasi, lepo, ker imamo dosti časa, celo leto, teme, ki se imenuje čudečnost. Ok? Evo. Samo za ilustracijo, vi se lepo naslonite nazaj, uživite, avion bo zdaj lepo v letu, vam ni treba skrbeti za nič, pilot ima vse v svojih rokah, tako da bomo pa tudi varno pristali, 15:04, ker moram pa jastjati, ker moram biti pole 5 v Ljubljani. Torej bomo lepo vzleteli in vam bom pokazal par stvari. Vam ni treba se nič zapomniti od tega. Se ni treba nič truditi. Nič ni treba zapisati, ker bodo vaši možgani vse sami naredili. In jaz vem, da bodo naredili, ker vem, kako delujejo. Ok? Samo za ilustracijo bo to. Torej, lepo, slikce si gledajte, tako kot v kino. In vaši možgani bodo vse ostalo naredili. In ne verjemite tistim, ki vam bodo rekli, Rutar je razlagal ene stvari, ki jih sploh ne razumem, to ni dobro. Torej, samo za ilustracijo tega, kar sem povedal, samo za ponazoritev. Tukaj sem izbral nekaj besed. Seveda so vse v angleščini, kar je dobro. Kar je dobro. Kar je dobro znam to jezik. Ampak vam se ni treba, kot rečeno, nič zapomniti. Par izrazov sem uporabil, pokazal njih bom, ki jih ljudje v vsakdanjem življenju uporabljajo, čeprav niso psihologi, čeprav ne vedo, kaj pomenijo, ali pa vedo samo na približen, pa jih vse uporabljajo. Temu rečemo psihologizirati. Izrazi so vzeti iz psihologije. To je pa zato, ker sem jaz po osnovni izobrazbi psiholog. Ne bi tudi iz kakšnega drugega področja vzeti izraze. Mogoče boste kakšnega prepoznali, mogoče ne boste. Samo skozi bomo šli, samo za ilustracijo. Zdaj treba nič zapomniti, kot rečeno. Recimo, ljudje, tudi strokovnjaki, celo psihologi, ne razumejo vselej, v čem je razlika med afektom in razpoloženjem. Ne vedo, pa vendar uporabljajo en izraz in drugega. V vsakdanjem življenju. Tudi vi gotovo uporabljate izraz razpoloženje. Mogoče ste kdaj slišali za besedo afekt. Lahko da tudi niste, ni pomembno. Samo ponazarjam, kako ljudje pogosto ne ločijo med enim in drugim in vse na to uporabljajo. Ljudje velikokrat ne ločijo med izrazom anksioznost ali tesnoba in strah. Pa vendar uporabljajo obe besedi. Pa ne vejo natančno, na kaj se nanašajo. Ok? Ampak učitajo pa Rutarji, da abstraktno govori in da nič ne možeš razumeti. Ne, oni ne razumejo lastnih besed, ki jih uporabljajo narobe. Pogosto, ne vem, pogosto. Pogosto ne ločijo med besedo empatija, mogoče se kdaj že slišali za to besedo, lansko sem jaz večkrat, med empatijo in simpatijo.
Tudi to besilo ste že kdaj slišali. Veliko je ljudi, ki ne ve, kaj je eno in kaj je drugo. Pa kar uporabljajo te izraze. Okay? Naslednji. Zelo redko kdaj ločijo med zavistjo in ljubosumnostjo. Pogosto mislim, da je to približno isto. Niti približno ni. Prosim. A niti pa ti odita, pa ti je nekaj dolote. Je s tem povezano, ja. Je s tem povezano, ni pa isto. To je zelo pomembno. Je povezano, ampak ni pa isto. Besede so zelo precizne. Imajo zelo precizne pomene. Gremo pravim samo skozi. Represija, supresija, to smo govorili, občutki sramu in občutki krivde, to so tudi izrazi, ki v vsakdanjem življenju ljudje uporabljajo, pa ne vejo vedno, na kaj se nanašajo. In tako dalje, podzavest po sploh, to meni gre kar vse gor, ljudje še zdaj niso vzeli, da ne obstaja podzavest. Meni zavedno, samo za ilustracijo, da bomo predolgo, toliko da veste, da sem se jaz potrudil, da sem vzel nekaj izrazov, pretres, recimo ljudje, tudi psihologi pogosto ne vedo, kje je razlika med delovnim spominom in kratkoročnim spominom, to je za njih približno isto, ker ne vejo, kako možgani delujejo in tako dalje in tako dalje. Torej, to samo za ilustracijo. Kdo je tisti, ki govori abstraktno in nerazumljivo in ne loči, kaj je res in kaj je res, ker je pa malo precizno. Druga zadeva, ki bi jo ta še slabša. Mogoče kdo od vas jemlje zdravila. Jaz vem za nekatere, da jih jemljate. Vsak dan jih jemljate. Ne da bi vam kdo razložil, kako deluje. Vi ne veste, kako delujejo zdravila, ki jih jeste vsak dan. Navodila bi jo napisal. Ne mislim na vodila. Ne mislim na navodila. Nisem nekaj drugega. Mislim na to, iz česa so zdravila, kakšna je njihova kemična sestava in kaj zdravilo naredi, ko pride recimo v kri, ko pride v možgane. To v navodili seveda tudi ne more pisati. Prosim. Jaz vem, sem se pozanimala. Ja, saj si lepo rekla, si se pozanimala. Nisi pa rekla, li je nekdo povedal. Isto je razlika. Lahko se seveda do določene mere pozanimaš, seveda se lahko. Ampak moraš imeti veliko znanja iz kemije in fizike in biologije, neurologije in tako naprej. Običajno pa ljudje nimajo veliko znanja o tem. Lahko se pa, ja, do določene mere pozanimaš. Ampak navadno vam zdravniki rečejo, tukaj imaš rdeče tabletke, jej. 3 na dan. In ti rečete, ok, bom. Pa vam ne razložijo. Ampak dajajo vam pa nekaj, kar neposredno vpliva na vaše telo, na vaše možgane, na to, kar se z vami dogaja, na vaše razpoloženje, na vaše vedenje in tako naprej. Abstrakten je rutar. Ne, obratno je res. Podobno je s hrano. To smo se veliko krat tukaj ukvarjali. Jeste hrano, ne da bi vam kdo razložil, katera hrana je res dobra in katera ni. Saj se večina ljudi ne da razlagati tega, ker enostavno... No, ampak pravim za ilustracijo, a ne? Jaz se tukaj trudim početi pa tam kot to. Ampak očitajo pa meni. V resnici sami počnejo to, očitajo pa meni. Zadeve so zelo precizne, kot rečejo. To je samo ena animacija, preprosta slikca, z enega filma. Z enega filma, didaktičnega, ki nek osnovni princip razloži, recimo, kako deluje zdravilo. Jaz sem o tem govoril lansko leto, pa še predlanskim na veliko. Kaj se dogaja, ko pridejo molekule v krvi, tako žile. Ko pridejo možgane. To so receptorji celic, ki so tam, nevroni. A ste se kdaj vprašali, ljudje se včasih to vprašajo, ne? Kako zdravilo ve, kam mora iti v telesu, da bo učinkovalo? To je stvar kemije, zdravilo nič ne ve. Ne?
je stvar razumevanja, natančnega, konkretnega, zelo konkretnega, zelo utepljive zadeve. Zdravila so narejene z molekul. Molekule imajo natančno določeno obliko, nič na približanju imajo narejene. In določeni receptorji sprejmejo samo določene molekule. Spomnite se, o tem smo nam govorili še pa še, tisti, ki ste govorili v mojem programu. In samo določeni receptorji sprejmejo molekule. Zdaj, vi lahko jeste veliko zdravil, če niso dobro narejene, jih vaše telo ne bo sprejelo. Ne bo nobenega učinka, bo samo škoda naredilo. To je še ena stvar iz vsakdanjega življenja, ki jo ljudje ne vedo, jejo tablete, naprimer, da nimajo pojma, kaj se dogaja v njihovem telesu, ko jih je. In tudi jim nihče tega ne razloži. Praviloma ne. Jaz vedno znova slišim ljudi, ko prijedo do mene, pa jim razlagam kakšne zadeve, kako delujejo, recimo antidepresanti ali pa kaj podobnega, in rečejo, tega mi pa še nikoli ni nihče pojasnil. Jemljajo 10 let, ne da bi vedeli, kaj jemljajo, zakaj jemljajo in kaj se dogaja v njihovem telesu. In kako jemljajo? So pomembne zadeve. In kot sem že večkrat rekel, pa bomo še, enako je s hrano. Hrano jemljate pa vsak dan vse življenje. In tudi je narejena iz molekul. Ampak spravljajo se pa ne rutaja. Kaj je te neki govori, kjera hrana in tako naprej. Jejo pa hrano, ki grejo lasje gora, recimo. Tako da nekateri, se spet ne vsi, ali nekateri so skrbi. Ampak pred tem se treba poučiti, kot smo že veliko tega. To je druga zadeva, kot sem prej rekel. Zdaj pa sam še čisto kratko res, za ilustracijo, tako kot sem navad naredil, ampak se ne bomo pri tem zadrževali. To je nekaj najnovejših znanstvenih študij. Samo slikce bomo pogledali, nič drugega, ne bomo se z ničem ukvarjali. Nekaj najnovejših študij, ta je bila objavljena 26. septembra. Ne vem, kjer ga smo danes, pred nekaj dni. 2 Ok, whatever. Skratka, če smo danes 27. bomo objavljali včeraj. Včeraj. Najnovejši. Fantastična študija. Študija, ki nam pove, o tem smo tudi tukaj že govorili, kako to, kar se dogaja v vaši glavi, v vaših možganih, vpliva na to, kar se dogaja v vašem črevesju, v želodcu, skratka v tem, kamor pride vaša hrana, ki jo jeste. Izjemno pomembna zadeva, zelo pomembna za razumevanje recimo številnih bolezni, ki jih pojasnimo, ko vidimo, kako to, kar se dogaja v možganih, vpliva na drugem koncu našega telesa. To so fantastične študije, ki nam zelo konkretno in zelo natančno povedo, kaj je dobro, recimo, jesti in kaj pač ni tako zelo dobro, če se hočete izogniti bolezni. Ne vem, kaj je na tem problematičnega. In Rutar vam to pove. A je zdaj problematično, da vam Rutar to pove, ali je problematično, da vam eni drugi pa ne povedo? Jaz mislim, da je to drugo problematično. Še ena, to niti ne bomo, to bomo kar preskočili, da bomo za druge namene, še ena študija, ta je pa pazi nazaj, 25 septembra. Tako je, ki nam pove, kako fantastične zmogljivosti imajo naši možgani in kako vplivajo, recimo, že v času, ko je otrok še v maternici, kako vplivajo na razvoj pač fetusa, še nerojenega otroka, možgani. In spet nam pove, ko to preberamo in tako dalje, kako pomembno je skrbeti za možgani. In naši možgani, to sem povedal čisto na začetku, imajo radi kognitivni napor. Imajo ga radi, zato ker so za to narejeni. Tako kot imajo mišice rade, da jih uporabljamo. Mi nimamo mišic zato, da bomo doma ležali pa gledali v zrak. Mišice niso za to narejene. Mišice so narejene, da jih uporabljamo, da jih treniramo. Noge, mišice na nogah imamo, da hodimo, da se premikamo, ne da ležimo doma pa ne žigamo igrice, računalniške. Ok?
Enako je z možgani. Možgani so svoje vrstna mišica, narejena zato, da jo treniramo, da jo uporabljamo. Ne, da bulimo v televizijo in znam klinkamo in spimo in rečemo, wow, koliko je dobro živeti. Ker ni. Okay? A je to približno razumljivo? Naše telo je torej narejeno, da ga uporabljamo, da se premikamo, da telovarimo, da tekamo, da pač počnemo vse tiste stvari, ki nam telo jih omogoča in dopušča. In enako je z možgani. In zato je včasih prav žalostno gledati, kako se ljudje obnašajo tako, da se bodisi premalo premikajo, zanemarjajo svoje gibanje in se redijo in ne vem kaj že, tvegajo pač bolezni, oziroma uživajo nezdravo hrano in kako svojih možganov ne zaposlujejo dovolj. Ne zaposlujejo jih dovolj. Premalo berejo knjige, premalo razmišljajo, tako naprej. In spet je rutar problem. Rutarju se bo zmešal, to saj razmišljam skoraj. Zmešal se mu kar preveč knjig prebere, pa še predavanja ima, pa napiše jih veliko in tako naprej. Ne, rutarju se gotovo ne bo zmešal, ker če bi se mu zmešal, bi se mu že znal. Imam že dovolj svih lastne glavi, da... A veste, rekli so mi to pri 15 letih, ampak pri 35 ni bilo še nič videti, da bi se mi kaj zmešal. Zdaj, ko so še malo starejši, pa tudi ne videti, da bi se mi kaj zmešal. Enim se pa je. Enim se pa je, dejansko ne zmešal. Torej, možgani so tukaj zato, da jih uporabljamo, da jih zaposlimo. In recimo študije kažejo, da otroci, ki so imeli že v otroštvu bogatejši besednjak, ki so usvojili več besed, kot recimo njihovi vrstniki, se kasneje lažje naučijo več tujih jezikov, njih tudi znajo. In je tudi njihova inteligenca večja. Da ne vem, kako je lahko v tem kakšen problem. Jaz ga ne vidim. Eni pač vedno, itak vedno vidijo, je problem, in tam, kjer jih ni. To je še ena študija, o tem bom nekaj drugje govoril, kjer se ukvarjam z avtizmom. Ta je bila pa 22. septembra, evo. Odkrili so, to pa mogoče samo za tako ilustracijo. Vidite, to je slika, ki nam prikazuje razvoj organizacije neuronov, neuronskih mrež, ki je recimo zdrav, ki je normalen, ki je tak, kako bi potrebovali. Tukaj pa vidite, da je deformiran, popačen. To ni v redu. To ni v redu. To je v redu, to pa ni. Pa gre za isto organizacijo. In kaj študije kažejo? Da že mikrospremembe v možganih, zelo drobne, ki jih sploh ne morate opaziti, zelo drobne spremembe v možganih, ki so lahko seveda tudi posledica nepravilno oblikovanih beljakovin, ki jih pač telo potrebuje za normalno delovanje. Zelo mikrospremembe lahko povzročijo recimo nekaj, kar se imenuje avtizem, nekaj česar noče. Nihče tega noče. Ampak vzroki, govorimo o vzrokih in posledicah. Posledica je recimo avtizem. Vzroki so pa mikro majhni. In jih je zelo težko pravočasno odkriti. Ampak zahvaljujoč sodobni znanosti, in to je opisano v tej študiji, to znamo. Hvala Bogu, da imamo znanost. A veste, vzrokov, zakaj ima nekdo avtizem, ne pojasni opisci horoskopa. Tudi religija tega ne pojasni. Nobeno vraževerje tega ne pojasni. Zakaj ima nekdo avtizem, pojasni znanost in samo znanost. Okay? Zato se tukaj ukvarjamo s tem. No, zdaj pa k naši temi. Rekel sem, letos se bomo ukvarjali z čuječnostjo. Angliški izraz za to je mindfulness. Mindfulness, videli boste kasneje, ko bomo delali vaje. Koliko so to fajn zadeve? Koliko je to fajn? Koliko je to dobro? Jaz sem bom danes na kratko razložil, zakaj je to dobro. Kaj je na tem tako dobrega? Ukvarjati se s čuječnostjo. Jaz bom na podlagi vsega tega, kar se bo tukaj dogajalo, drugo leto, ker sem bil povabljen na eni mednarodni konferenci, predstavil
izsledke tega, kar se bo tukaj dogajalo, eno leto. Moj prispevek in bom spregovoril o tem, kaj smo mi počeli v Siriusu eno leto. Torej, imam tudi sam zelo resen namen, zakaj se sploh ukvarjamo, ali se bomo ukvarjali s to temo, človečnost, mindfulness. Da bomo najprej pogledali čisto počasi, kaj to je. Mogoče, preden si pogledamo, kaj to je, pogledamo en izraz in eno številko. 47% je številka, do katere so prišli znanstveniki, ko so ugotavljali, ko so spremljali, kako ljudje v vsakdanjem življenju preživljajo svoj prosti čas, oziroma pač svoj čas, se imenuje svoj prosti. Kaj počne njihov mind, njihov mind, ki je angliško besedo za mind. Kaj počne njihov oziroma kaj počnejo njihovi možgani. To sicer ni isto, mind ni isto kot možgani, ampak to nas zdaj ne zanima. Razlika med njima nas zdaj ne zanima, zanima nas ta številka. Kaj so ugotovili? Znanstveniki so ugotovili, da približno polovico časa, 47% je približno polovica, da približno polovico časa človek počne nekaj, kar se imenuje, bomo malo preskočili, kar se imenuje monkey mind. Kaj je to? Ta izraz je res, sem se uporabljal v literaturi. To je izraz, ko človek, kot se reče po domače v žargonu, ne ve čisto dobro, kaj bi počeli, malo bluzi. Malo blodi po svetu, malo počne to, pa malo uno, pa malo tretje, ne ve pa čisto dobro, česa bi se lotil. Vsega po malem in je njegov zaradi tega tako kot ena opica, ki pač skače iz veje na vejo, malo sem, malo tja, malo gor, malo dol, malo nazaj, malo naprej in nikamor ne pride. To je monkey mind. Okay? Približno 47% časa povprečju ljudje počnejo to. Pravi, bluzijo in ne vejo čisto dobro, kaj bi počeli. Skačejo z veje na vejo. Malo tega, malo uno, malo tega. Kar je sigurno slabo, mislim. Ja, zdaj, seveda, človek bi takoj lahko rekel, se lahko vprašala, da je to slabo, je to dobro. In če pogledamo natančno, in mi bomo to še naredili, do določene mere je včasih to čisto red. Je čisto red. Problem pa nastane, če se to dogaja večkrat. Zakaj nastane problem? Problem nastane zato, ker, zdaj gremo pa nazaj, ko so torej raziskovali, kako se ljudje počutijo, kot ko bluzijo, pa blodijo, okrog, so ugotovili, da ljudje izražajo, oziroma trdijo, ugotavljajo, da jih to ne dela srečne. Da tudi zadovoljni niso. Ko tako njihov kot tukaj piše, blodi naokrog. To je monkey mind. Blodi. A razumete, imate to izkušnjo, približno veste, kaj to pomeni. Ne veš čisto dobro, kaj bi počel, se malo prekladaš, pa malo do televizije, pa malo do telefona, pa do računalnika, pa malo do Facebook, pa malo uno, pa tretje, pa enega pokličeš, pa drugega pokličeš, pa malo greš ven, pa boliš malo nazaj noter, pa spet malo ležiš, pa malo televizija, pa malo šaltaš po televiziji. To je monkey mind, ne? Malo bluziš, malo blodiš, ok? Malo te približno. Ne veš čisto dobro, kaj bi. Pa malo se nečesa lotiš, pa nehaš, pa malo drugega, pa nehaš, pa malo tretjega, pa spet nehaš. Ok, mi se zdi, da nobene stvari ne izpelješ do konca in tudi zares jo ne. Ampak kaj je pa posledica tega? Posledica je ugotovitev. Ljudje so manj srečni, kot ko blodijo, ko se imajo občutek, da se v njihovem življenju ne dogaja nič posebnega, da nikamor ne napredujejo, kot da bi se vrteli v krogu, kot da bi skozi tekali okrog in okrog in okrog in okrog. Približno iste stvari nenehno ponavljajo in niso zadovoljni.
očitno je človeški tako narejen, da je za srečo in zadovoljstvo treba kaj drugega narediti, kot je to. Tako blodanje naokrog. Okay. Ugotovili so celo, to je mogoče še bolj presenetljivo, da isto, kar se zdaj povedal, se pravi, ljudje niso srečni, niso zadovoljni kot blodijo. Nimajo enega jasnega cilja pred sabo, da bi prišli do njega, ne delajo sistematično na tem, da bi prišli do tega cilja, ampak malo bluzijo. Torej, to velja celo v primerih, ko se ljudje ukvarjajo s prijetnimi zadevami. Sej malo bluziš po telefonu, pa malo na Facebooku, pa malo na televizijo, pa malo do hladilnika, pa malo ješ, pa malo čokolada, pa malo se bašeš s pico. To so kar prijetne zadeve, ne? Sej niso take težke, grozne, so kar prijetne. Ampak ljudje še zmeraj niso zadovoljni srečni. To je zelo pomembna ugotovitev. Ukvarjati se s prijetnimi zadevami ni isto, kot ukvarjati se z zadevami, ki povzročijo zadovoljstvo, kaj še ne sreča. Zadovoljstvo ni isto kot prijetnost. Zdaj sem se pa najedel, pojedel sem pico, pa pol kile čokolade, pa pol kilo cukra, pa ne vem kaj še vse, zdaj sem pa zadovoljen. Ne, nisi. Treba precizno uporabljati besede. Lahko, da si prijetno razpoložen, da imaš prijeten občutek, to ja. Ampak to ni isto kot zadovoljstvo. Kaj šele sreča? Pravi, tudi če cel dan počneš same prijetne zadeve, ne boš nič bolj zadovoljen zvečer, kot če jih ne bi počel. Nič bolj ne boš. Se pravi, zadovoljstvo v življenju, zadovoljstvo s seboj, zadovoljstvo s svojim življenjem, zadovoljstvo, ki sem delal in tako naprej, ni sestavljeno iz prijetnih zadev, preprosto ni. In to je pomembno v sedanjem času, v katerem se zdi, velikokrat se zdi, in to verjetno tudi vi slišite, ko ljudi, zlasti mlade, nenehno nagovarja propaganda, pozitivno je treba misliti, moč pozitivnih besed in pozitivne dela in tako naprej. Ni res. Preprosto ni res. Prijetne zadeve niso isto kot zadovoljstvo se. Ukvarjamo se samimi prijetnimi zadevami, nič hudega ne se ne sme zgoditi, nič ostrega, nič bolečega, nič neprijetnega, pa vreme. Ni res. Kratko malo ni res. To študije potrjujejo, to se ni bil že naruta razmislil. Danes prevladuje v mnogih primerih težnja ljudi, da bi se ukvarjali samo s prijetnimi zadevami. Nič neprijetnega ne sme biti, da ima same prijetne zadeve in rožice in travniki in sončice sije in prijetno smo se najedli in prijetno smo se pogovarjali in pa so še malo zapeli in tako naprej. Vse to so gotovo prijetne zadeve. Ampak ljudje mi so zaradi tega nič bolj srečni. To je velika prevara, recimo, sodobne rabe, temu rečemo psihologiziranje, kot sem v začetku rekel, izrabljanje psihologije, če bomo pozitivno naravnani in bomo pozitivno mislili in same pozitivne misli si bomo izmenjavali, pol bomo pa bolj zadovoljni. Ne bomo. Za zadovoljstvo in srečo je treba narediti še kaj drugega. To je premalo, to je preprosto premalo. In zdaj smo prišli do tega, kar imenujemo mindful. Naš in naši možgani so v resnici bolje počutijo, ne takrat, ko so obremenjeni s to pozitivnostjo in pozitivno in prijetno, bla, 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 ampak takrat, ko so umirjeni, ko zgolj so, ko nič ne bludijo po svetu, ali pa po dnevni sobi, ali pa od televizije do hladilnika in nazaj, ampak zgolj so. To je mindfulness. Mir, spokojnost, ko človek zgolj je, ko ga nič ne preganja, nič ne moti, nič ne vznemirja in tudi ni obremenjen s tem, da se bi moral dobro počutiti, prijetno počutiti in da bi moral same pozitivne misli. Ta ni obremenjen ne z enim, ne z drugim. A ste kaj razumeli? Se pravi,
Bolj, ko bomo težili k temu, da bi se same prijazne in prijetne stvari dogajale, slabše bo. Vse to pa verjetno ugotovimo čez nekaj časa, če se malo... Ja, in pa ljudje tudi povejo, ko znanstveniki vprašajo, kako se pa počutite, prepočnete sam prijazne stvari, prijetne stvari in fajn vam je bilo. A veste, dosti vsaka zabava je fajn, pa tudi mora biti fajn. In šola bi morala biti sam fajn, in pouk bi moral biti sam fajn, in doma bi morala biti sam prijetno in fajn in pozitivno in tako naprej. Seveda ni, se tudi ne more biti. Tem je ena prevara, tem je iluzija. Ampak še slabše pa je, da ljudje sploh nismo narejeni, da bi se samimi pozitivnimi in prijetnimi spremljali. Nismo za to narejeni. Zakaj pa sploh? Počas. Počas bomo do tega prišli. Do vsega tega bomo prišli počas. Bomo odgovorili še danes. Imamo bliže toliko cajt. Torej, za enkrat smo prišli do tega, da je za naše res dobro počutje. In kasneje, naslednje srečanje, kar bomo tukaj imeli, bomo naredili nekaj osnovnih vaj. Nekaj osnovnih vaj z tega področja. Mindfulness, in boste na svoji koži začutili, kako je to dobro. Kako nisi obremenjen, ne s pozitivnimi, in seveda tudi s negativnimi zadevami. Jasno, da ne, če te nekaj skrbi in preganje in se bojiš in se zaskrbe, pa še slabš. Ampak lek za to ni, dajmo samo pozitivno misliti. To je narobe. Lek je nekaj drugega. Lek je, da se človek nauči umiriti. Da najde spokojnost. Da se zna spraviti v stanje, ki je tukaj zapisano. Ko zgolj je. Ko ga ne obremenjuje nič. To je moja prva povadila. Danes so ljudje pogosto dobesedno obremenjeni s to pozitivnostjo. Moram biti pozitiven. Moram se nenehno smehljati in biti prijazen in prijeten in samem fajn stvari moram povedati. Ampak zadnje je imperativ, ne? Moram biti tak. To je pa breme. In se v bistvu že zgubi, se že pod stresom. Čeprav misliš, Bog je fajn. Misliš že, pa objektivno pa ni. Manjki manj smo že rekli, to bomo kasneje. Kaj torej želimo? Evo pa odgovorili na Petrovo vprašanje. Okay. Zakaj pa potem smo narejeni, če nismo za to? Da bedarije, Za vojno. Ja, ne bo šlo. Nismo narejeni, da bedarije delamo, nismo narejeni za vojno, narejeni smo za nekaj ljudi. Prosim. Za razmnoževanje. Za razmnoževanje. Namen vsakega živega bitja je, da nadaljuje svojo vrsto. Razmnoževanje je, čeprav ljudi na tem svetu je že tako veliko, da je veliko vprašanja, aj res, treba se še razmnoževati. Ampak gotovo pa je nekaj na tem. Se strinjam, ja? Ampak živijo ljudje, ki se ne razmnožujejo, pa je nič hudega. Gotovo pa je nekaj na tem, kot so bili. To drži. Okay. No, kaj torej mi želimo? S čim se bomo ukvarjali? Najprej želimo, da bi bili manj pod stresom, kot smo. To je prvo. Ne, prijetno se povedati. Manj pod stresom biti, to je nekaj drugega. To, da ljudje težijo k samim prijetnim zadevam, to še ne pomeni, da niso pod stresom. To je samo maska, to je samo krinka, ki prikrije. Ti lahko ustvarjaš občutek, kako ti je prijetno, pa si že zmeraj pod stresom. Zato naš cilj ni, dajmo se samimi prijetnimi zadevami ukvarjati, naš cilj je, poskušajmo poskrbeti, da bomo manj pod stresom, čez nekaj drugega. Okay? Manj pod stresom. Manj, to besedo ste že prej videli čisto začetku, ki sem uporabil, manj tesnobe, to ni strah, to je tesnoba. To so tesnobna stanja. Tesnobni stan ljudje ne odpravimo s tem, da nam je fajn, pa da se prijetno napokamo s pico. To nič ne vpliva na naše tesnobne stanje. Davi, na drugačne načine je treba pristopiti in številni ljudje so zelo tesnobni v svoje življenje. Pogosto so tesnobni, so zaskrbljeni, nekaj jih preganja, vznemirjeni so, pod stresom so, ne vejo, kako bi se izvlekli iz tega in blodijo. In blodijo naokrog, nekateri se zadevajo po zadnji
depresivi, z drugimi anksiolitiki, nekateri z alkoholom, nekateri s cukrom, nekateri z drogami. Mi bomo nekaj drugega predlagali. Mi predlagamo mindfulness. Torej, to je naš drugi. Manj tesnobni stan, manj depresivni stan. Manj depresivni stan pomeni manj stan, kot človek doživlja, kot da je življenje prazno, nesmiselno, ko čuti, da se nikamor ne premakne, da je žalosten, da je potrt, da pravzaprav čisto dobro ne ve, zakaj se tako počuti, ampak se to kar vleče in vleče in vleče. Pravi, gotovo je za nas pomembno. Manj takih občutij. Ta občutja niso prijetna, to je neprijetno. To sem že lansko leto tudi povedal, da je četrtina Slovencev na antidepresivi, kar je pošasna številka. Četrtina Slovencev je na antidepresivi, kar pomeni, da so v depresivni stanju. Četrtina, to je grozno. Eden od 4. Torej, gotovo je to pomemben cilj. Pomemben cilj je tudi biti bolj odprt, karkoli že to pomeni. To je metafora, ne? Biti bolj odprt do drugih ljudi, biti bolj odprt do samega sebe, sprejemati samega sebe. O tem bomo še govorili. Zdaj samo na hitro naštejemo, ker bomo končali. To sem že prej povedal. Spokojnost, mir. Za ljudi je izjemno pomembno, da imajo občutek umirjenosti, notranjega miru, da jih ne vznemirjajo zadeve preveč, da prenašajo zunanje pritiske, ne da bi se vznemirili, da vzdržujejo občutek miru dolgo časa. Izjemno pomembno, tudi za zdravje. Izjemno, izjemno pomembno, ki se povezuje s tem. Stres je soodgovoren za številne bolezni, ki imajo. Medtem, ko je umirjenost blagodejna. In še seveda več radosti. Užiti več radosti. To ni isto kot ne jesti pice. Ne jesti pice pomeni potešiti lakoto, pa prijetno se počutiti. Ampak to ni biti radosten, vesel in srečen. Ja, ok, vredo. Pa se vas zaljubi, tako. To ni isto, ja. Ni isto. Ok, dragi moji, ura je natanko to, kot mora biti, to že noč, hvala lepa.